TV. Kids TV. Dober dan, otroci! Danes bomo skupaj peli. Zapeli bomo tisto o starem kmetu, ki ima veliko živali na svoji kmetiji. Katere ima naš kmet, pa bomo ugotovili skupaj. Stari kmet je imel kmetijo, ja, in na kmetiji kravo, ja, je rekla mu tu, mu tam, mu tu, mu tam, mu povsod. Stari kmet je imel kmetijo, ja, in na kmetiji kokoško, ja, je rekla koko tu, koko tam, koko tu, koko tam, koko povsod. Stari kmet je imel kmetijo, ja, in na kmetiji konja, ja, je rekel nej tu, nej tam, nej tu, nej tam, nej povsod. Stari kmet je imel kmetijo, ja, in na kmetiji pujsa, ja, je rekel tu, tam, povsod. Stari kmet je imel kmetijo, ja. Stari kmet je imel kmetijo in na kmetiji 1, 2, 3, 4, 5. 5 živali. Imel je kokoš, kravo, telička, konja in prašiča. Vseh 5 živali je staremu kmetu delalo družbo, tako mu nikoli ni bil dolgčas. Gozdne živali. Živjo, otroci! Danes gremo na sprehod v gozd. Spoznali bomo 5 gozdnih živali. Vas zanima, katerih 5? Poglejmo skupaj. Sova je nočna žival, skoraj neslišno leti in zelo dobro sliši. Medved je samotar, ima odličen voh, je odličen tekač, plezalec in plavalec. Lisica je spretna in hitra, je nočna žival, živi v rovu lisičini, ki si jo sama izkoplje. Veverica ima dolg košat rep, ima ostre kremplje, odlično vidi, vendar ne loči barvnih odtenkov. Zajec zelo dobro sliši, oči ima skoraj nenehno odprte, je dober plavalec, čeprav ne gre rad v vodo. Sova, medved, lisica, veverica, zajec. To je 5 živali, ki so svoj dom našle v gozdu, zato jim rečemo gozdne živali. Na Timi Kids TV sem za vas pripravila še veliko več video vsebin, zato nikar ne pozabite pritisniti gumba subscribe in zvončka, ki je poleg. Kvizko barve. 6 vprašanj imam za vas. Ste pripravljeni? Gasilski tovornjak, buldožer, traktor. Kakšne barve so vozila na slikah? Rdeče barve so, seveda! Cepelin, letalo, avto. Kakšne barve so prevozna sredstva slik? Bele barve je pravilen odgovor. Avtobus, motor, avto. Kakšne barve pa so ta 3 prevozna sredstva? Rumene barve, tako je! Odlično vam gre! Ste pripravljeni na naslednje vprašanje? Smetarski tovornjak, avto, motor. Kakšne barve pa so ta vozila na slikah? Zelene barve so, odlično, super vam gre! Traktor,
kamion, motor. Že veste, kaj vas bom vprašala? Kakšne barve so ta 3 vozila? Modra so! Ja, če ste odgovorili modra, je vaš odgovor pravilen. Lokomotiva, podmornica, helikopter. Še zadnje vprašanje. Kakšne barve so ta prevozna sredstva? Črna so! Bravo! Kvisko, to je to. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. The vipers on the bus go swish, 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 swish. The vipers on the bus go swish, 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 all through the town. The horn on the bus goes beep, 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 beep. The horn on the bus goes beep, 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 all through the town. The door on the bus go open and shut, open and shut, open and shut. The doors on the bus go open and shut, all through the town. The driver on the bus says, move on back. Move on back, move on back. The driver on the bus says, move on back, all through the town. The baby on the bus says, wah, 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 wah. The baby on the bus says, wah, 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 all through the town. The mommy on the bus said, shh, 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 shh. The mommy on the bus says, psh, 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 all through the town. Luna se je že prikradla na nebo, tudi zvezdice že svetijo. Le še pravljica nas čaka, potem pa hitro, hitro spat. Tole je rožle, mali samorog, podoben vsem ostalim. Ali pa tudi ne. Veste, rožle je včasih zadovoljen, včasih ni zadovoljen. Rožle je včasih žalosten, včasih je jezen, včasih pa je rožleta strah. Vse to so čustva. Ja, tudi rožle občuti vsa čustva, prav tako kot ti. Rožle ima nekaj čarobnega. To sta njegova griva in rep. Ko se počuti dobro, sta mavričnih barv. Vsako čustvo, ki ga prevzame, ima moč, da spremeni njuno barvo. Tule je rožle zadovoljen, tule ljubosumen, na tejle sliki je jezen. Tukajle pa ima rožle slabo vest. Rožle je včasih tudi sramežljiv, včasih prestrašen, včasih se rožle kuja. Sem pa tja je rožle tudi žalosten. Kako se danes počuti rožle? Zelo slabo. Rožle se ne počuti dobro. V njegovem srčku je vse temno in pojasnil nam bo, zakaj. Čez dan je živahen samorogec, vesel in nadvse razigran. Rad se igra na prostem in dolge ure opazuje drevesa, vonja cvetlice in teka za metulji. Ko se zvečeri, vse postane temačno. Rožle je zaskrbljen, večerov ne mara, saj ve, da bo moral kmalu v posteljo. Nikoli mu ne zmanjka zamisli, kako odložiti odhod v posteljo. Pri večerji grizlja vsak grah posebej. Ko pospravi vse s krožnika, pride na vrsto pravljica za lahko noč. Pripravi zajeten kup knjig, morda bo pa mamica danes prebrala prav vse. Pozna tudi odlična skrivališča. Nič ne pomaga. Pozno je že in v posteljo je treba. Strah ga je, ker bo moral zaspati v temi. Najhuje je, ko mora v temni sobi zatisniti še oči. Mamica in očka mu zagotovita, da boste ves čas v sosednjem prostoru. Kljub vsemu je rožleta zelo strah, ko ostane sam v postelji. Drgeta, kot bi ga tresla mrzlica,
Kaj, ko bi si naredil oklep za pogum, da bo lahko odpihnil strah z nadzorovanim dihanjem? Tudi ti si, ko začutiš, da se te polašča strah, lahko narediš oklep in se zavaruješ pred strahom. Rožle zapre oči, vdihne skozi nos in zadrži dih. Roke ovija okoli glave in si zamisli lep oklep, ki ga varuje. Še vedno zadržuje dih, z rokami pa naredi krožni gib do nog in si tako v mislih nadene oklep za pogum. Zdaj ga varuje oklep in ko močno izdihne zrak skozi usta, odpihne strah daleč proč. Rožle ponovi vdih in izdih še 3-krat in okrog sebe ustvari kot sonce svetleč oklep za pogum. Varuje ga svetleči oklep, strah je pregnan in zdaj začne umirjeno dihati. Ne boji se več teme, mirno lahko zaspi in se potopi v sladke sanje. Naslednje jutro se prebudi spočit, saj je sanjal o čudovitih stvarih. Spet je dobre volje in njegova griva in rep sta mavričnih barv. Je tudi tvoj oklep za pogum pregnal strah in se počutiš sproščeno in svobodno. Na obrazu ti spet zaigra nasmeh. Dober dan, otroci! Danes bomo v svoj dom povabili 5 živali. Ste radovedni, katerih 5? Vam jih razkrijem? To so lisica, orka, gosenica, koala in jelen. Lisica. Lisice sodijo v družino psov. Najdemo jih na vseh celinah. Kopljejo podzemne brloge, v katerih skrbijo za mladiče. So hitre in zelo spretne. Orka. Orke so kljub svoji velikosti izjemno hitre živali. Plavuti potrebujejo, da lahko plavajo v vodi. Imajo velike in zelo močne zobe. Gosenica je lezla visoko na drevo. Gosenice so ličinke metuljev, so skoraj izključno rastlinojede, imajo mehko telo, cevaste oblike. Koala. Koale živijo v Avstraliji, v evkaliptovih gozdovih. Imajo kratek in čokat trup z zakrnelim repom. Tako kot mi, imajo tudi koale 5 prstov. Jelen. Jeleni imajo razvejano rogovje, razpotegnjen trup, dolg vrat, vitke noge in kratek rep. So zelo, zelo dobri plavalci. Vsakič znova sem čisto navdušena, ko se kaj novega naučimo. In če se radi učite z nami, potem nikar ne pozabite pritisniti gumba subscribe in zvončka, ki je poleg, tako se lahko družimo še in še na Tini Kids TV. Ste pripravljeni na nov slikarski podvig? Tudi jaz. Danes bomo narisali gasilski tovornjak. Še preden ga začnemo risati, pa zapojmo skupaj tisto o gasilcu samu. Jo poznate? Tisti, ki je ne poznate, se jo boste naučili danes z mano. Tisti, ki jo poznate, pa na ves glas zapojte. Ste pripravljeni? Gremo. Ko zasliši zvok siren, šine kakor spodboden, že v gasilski voz drvi, v 7 trenih odbrzi, ker samo gasi vsak požar in se voz mu blešči, dan na dan topet skrito ni, da samo vse pogasi. Pelje se po ulici in pozdravlja vse ljudi. Kaj če komu zagori, že gasilec tja hiti, ker samo gasi vsak požar in se voz mu blešči, dan na dan topet skrito ni, da samo vse pogasi. Ha! Samo vse pogasi, mi pa znamo skoraj vse narisati. Gremo risati? Pejmo. Tudi danes nam bodo v pomoč Čiv Čav knjigice.
Čiv Čav ima knjigo z zimskimi motivi, pa ima knjigo z živalmi, v delu pa je tudi knjiga, kako narisati vozila. Danes bomo mi narisali skupaj gasilski tovornjak, v kratkem pa boste lahko skupaj s knjigo Čiv Čav risali še ostala vozila. A gremo risati? No, dajmo končno začeti risati. Takole, gremo najprej pogledati napotek številka 1 in sicer tale pravi, da z modro barvo narišemo kolesa. Pa bom jaz izbrala modro barvo in narisala kolesa in sicer en krog, pa drugi krog, pa pustimo nekaj prostora vmes, pa narišemo še tretji krog. Napotek številka 2 pravi, da moramo v vsakemu krogu narisati še po eno piko notri. Pa si bom jaz izbrala, a lahko črno barvo? Si bom izbrala črno barvo, da bom narisala pike noter. 1, 2, 3. Napotek številka 3 pravi, gledajte, da narišemo celo karoserijo okoli. In sicer je tak ukrivljen pravokotnik, bi lahko temu rekli, pa ker je gasilski tovornjak rdeče barve, bom jaz uporabila rdeč flomaster. Se pravi, naredimo, kako sem rekla, nek ukrivljen pravokotnik, takole, in tukaj še povežemo vse skupaj in že počasi dobiva naš gasilski tovornjak obliko. Gremo na napotek številka 4, kjer naš gasilski tovornjak dobi okno in 2 črti tukaj le spodaj, zato da lepše zgleda. Pa dajmo najprej okno narisati. Tukaj le na desni strani zgoraj bomo narisali tak kvadrat. Se pravi, narišemo v bistvu eno navpično ravno črto, pa eno vodoravno ravno črto in če gledamo takole tale del, dobimo pravzaprav nek kvadrat. Pa gremo na pozabila sem črte, ok, še črte, takole, ena ravna vodoravna črta, pa še druga ravna vodoravna črta. Vam je uspelo? Če imate ravnilo, ga lahko uporabite, potem bodo črte veliko bolj ravne. Jaz ne uporabljam ravnila, ampak vse rišem prostoročno. Naš gasilski tovornjak dobi gasilsko cev in sicer tule na levi strani tovornjaka bomo narisali kot nekega takega zavitega plavška. Takole poskusite mi slediti, tako, in bo to naša gasilska cev. Vam je uspelo? Kot pavžek, veste, takole. Se pravi, začnemo znotraj in gremo na ven in rišemo kot hišica od pavška, da nastane dejansko taka lepa gasilska cev. Tule na koncu gasilske cevi moramo narisati še v bistvu nastavek, skozi katerega bo kasneje špricala voda. In tale nastavek je lahko trikotne oblike. Takole. Na napotku številka 5 je narisana tudi lestev oziroma neka osnova za lestev. Tule zgoraj bomo narisali najprej eno ravno vodoravno črto in nekoliko više narišemo še eno vodoravno ravno črto. Gremo na napotek številka 6, kjer lestev dejansko postane lestev. Narišemo jo vmes navpične črte. Takole. Kako vam gre? Kar počasi. Če vam ne gre zaenkrat še najbolje od drog, si zapomnite, da večkrat, ko boste gasilski tovornjak narisali, lažje vam bo. Gremo naprej na napotek številka 7. Naš gasilski tovornjak bo dobil še 2 okni, pa prednjo in zadnjo luč in seveda sireno. Sireno, ki tuli takrat, ko se gasilskemu tovornjaku in ekipi mudi na kraj požara. Pa narišemo najprej tule 2 okni in sicer v obliki 2 kvadratov. Takole. Dobro, zdaj pa še sireno na strehi v obliki polkroga. Takole. Pa narišemo še nekaj navpičnih črtic okoli in okoli, da je videti, da sirena res tuli. Pa rekli smo še sprednjo in zadnjo luč, jaz si bom izbrala rumeno barvo. Takole rumena za spredaj. Pa še rumena za zadnjo luč. Pa gremo na napotek številka 8. Na napotku številka 8 bo
bosta naši okni dobili še po 2 vodoravni črti, pa bom spet vzela rdeč flomaster, da bom narisala najprej eno, pa še drugo črto in tukaj še eno, pa še drugo črto. Sireni smo že narisali ravne črtice, da vemo, da pač sirena utripa in tuli. Enako bomo naredili pri sprednji in zadnji luči. Se pravi črte okoli in okoli, da vemo, da lučke svetijo, sirena tuli. In potem imamo še napotek številko 9, ki pravi, da pobarvamo gasilski tovornjak. Ker mi nimamo toliko časa, jaz predlagam, da gasilski tovornjak doma sami pobarvate in sicer po navodilih iz knjige Čiv čav. Se pravi, gasilski tovornjak je rdeče barve, cev je lahko tudi rumena, jaz sem se odločila za modro, sirena in lučke so tukaj le rumene, rdeče in oranžne barve. Ampak zapomnite si, da gasilski tovornjak sicer je rdeče barve, ampak če je vam ljubša kakšna druga barva, zakaj pa ne? Diana, to sem jaz, vam danes preberem pravljico o pravi princeski. Mila je ime, včasih pomaga, včasih pa ne. Zaprite oči, napnite ušeska in odpotujte z mano v deželo sanj. Prava princeska Mila noče pomagati. Da bi komu kdaj Mila na pomoč priskočila, soba je razmetana tudi več dni. Njej se pospravljati prav nič ne mudi. A ko postane prava princeska, se dobro zaveda, kako je lepo kdaj staršem ponuditi roko. Mila noče razumeti te zamisli, naj po večerji z metlo tla počisti. Tako zmeraj najde dobre razloge, da že kako odloži take naloge. A včasih je Mila prava princeska. Takoj, ko mama loti se sesanja, ona že veselo prah s polic naganja. Ko z mamo vračata se iz trgovine, Milo vsakršno sočutje mine. Ob pogledu na vse tiste polne vreče, še preden mama ji kaj reče, kar se da neopazno proti vratom steče. A včasih je Mila prava princeska. Kako prikupno preseneti mamo, ko pomoč ponudi spontano. Mama, ne boš vsega nesla sama, z medvedkom ti bova pomagala. Mila, ki nerada pripravlja mizo, pred očetom zaigra krizo. Veš, očka, saj bi pogrnila, pa sem si komolec do krvi odrgnila. Čeprav je nič več ne boli, ima izgovor, da opravilo odloži. A včasih je Mila prava princeska. Vse bolj postaja jasno, da se je carsko vesti bolj odrasla. Krožnike, pribor, kozarce postavi na svoje mesto in vsak dan mami lajša delo zvesto. Ko prvi sneg zapade, očka Milo prosi, naj poprime za lopato. Ona pa takoj izgovor najde in se zlaže mu kosmato. Skoraj bi že pozabila, da psu sem sprehod obljubila. A včasih je Mila prava princeska. Toplo se obleče in sneg na kup zmeče. Nato še vala počaka, da skupaj z očkom postavijo snežaka. Če snega ostane še za iglu, ves dan vriska, juhuhu! Ko mama prosi Milo, naj ji pomaga zlagati perilo, se naredi, da bere neko knjigo in da sliši eno figo. Joj, zgodba me je tako pritegnila, da te sploh nisem opazila. A včasih je Mila prava princeska. Z veseljem zloži rjuhe, prt in nekaj kuhinjskih krp. Še najbolj pa jo zabava, če pri tem ji pes nagaja. Mili se postelje ne da postlati, zato ne neha godrnjati. Mami, res sem se od sile gnala, tega pač ne bom nikoli znala. A včasih je Mila prava princeska. Če na pomoč pokliče bratca Vala, postiljenje postane šala mala. Ko se vrnejo s poletnega oddiha, mama oddela kar sopiha. Prinesi mi perilo, mama prosi. Mila pa nič ne posluša, stvari le po tleh raztrosi. A včasih je Mila prava princeska. Medtem ko mama pospravljati hiti, Mila perilo na belo in barvno razvrsti. S tem bom mami prihranila čas, vsa ponosna reče na glas.
Če jo babi prosi, naj za seboj kozarec pomije, se mala lenoba kar čez glavo pokrije. Celo okrog mize se je pripravljena loviti, da ji le ni treba česa postoriti. A včasih je Mila prava princeska. Ko se babica utrudi, je Mila sama pomoč ponudi. Ti kar kavico v miru popi, z mize bom jaz odnesla vse stvari. Ko pa jo bratec Val prosi, naj mu avtomobilčke v škatlo znosi, na pomoč takoj priskoči, saj pospravljanja sobe ne prišteva med tegobe. Nazadnje je Valu vso sobo uredila in zanj prava princeska je postala Mila. Bodite prave princeske in pravi princi. Priskočite staršem na pomoč, ko jo ti potrebujejo. Zmenjeno, računam na vas. Abu škatla. Tole je Abu škatla, polna presenečenj. Le kaj skriva v sebi danes? Lahko bi bilo karkoli. Kaj, če je notri zmaj? Si predstavljate, da odprem škatlo in vam prileti ogromen zmaj? Jaz se zmajev bojim. Kaj pa vi? Ste že videli kdaj kakšnega? Jaz tudi ne. Zakaj se jih potem bojimo, če jih nikoli nismo videli? Morda se pa ne bi smeli bati stvari, ki jih nismo nikoli videli. Kaj pa, če se prepričamo, ali je v škatli res zmaj? Morda se pa čisto brez razloga bojimo. Pogledamo. Ni zmaj, brez razloga smo se bali. Notri so same zabavne stvari. Vse vam bom pokazala, takoj vam bom pokazala. Veste, koliko je lep? Poglejte ga. Rumeni avtobus. Kaj ni krasen? 4 kolesa ima. 1, 2 na eni strani, 3 in 4 še na drugi strani. Avtobus ima tudi prostor za prtljago. Tule spodaj. Ampak tule spodaj ni nobene prtljage. Kje pa mislite, da se skriva prtljaga? Je v Abu škatli. A pogledam? Pa je res, veste? Poglejte, rdeč kovček se skriva in moder kovček se skriva. Pa bomo modrega dali na eni strani noter, a rdečega pa na drugi strani noter. Se avtobus res lahko sam pelje? Ne more, kaj ne? Koga potrebuje za volanom? Šoferja? Seveda. In v Abu škatli se skriva tudi šofer. Dober dan, gospod šofer. Dober dan. Gospod šofer, se boste kar za volan usedel, lepo prosim? Seveda. Takole, šofer avtobusa se že odpravlja na avtobusno postajo. Kje pa je avtobusna postaja? Kaj mislite, da je noter? Prav ste imeli, avtobusna postaja se skriva v Abu škatli. Evo jo, wow, kakšna krasna avtobusna postaja. Gospod šofer, prosim, majčkeno vzvratno zapeljite. Hvala lepa. Poglejte jo, avtobusno postajo. Tale ima prav posebne sedeže, modre, rdeče in rumene barve. Rumena ograja služi kot zaščita, da ne bi potniki slučajno šli na cesto. Morajo se pravi stati za ograjo, da ne bi prišlo do nesreče. Na avtobusni postaji zagotovo vidimo tudi znak z avtobusom, tako vemo, da je avtobusna postaja. Prav tako na avtobusni postaji imamo vozni red, na katerega lahko potniki pogledajo, kdaj avtobus pride in kdaj avtobus odpelje. Tako, avtobus se je pripeljal na avtobusno postajo, ampak nima potnikov. Potniki se skrivajo v škatli. Dober dan, potniki! Dober dan! Najprej pride mamica. Dober dan, gospod očka. In njuna 2 otroka.
Družina 4 se odpravlja na izlet. 1, 2, 3, 4. 4 so. Kaj pa, če bi vi 4 vstopili na avtobusno postajo, ni varno, da ste na cesti? Se že odpravljajo. Upoštevajo moja navodila, da slučajno ne pride do kakšne nesreče, po nepotrebnem. Res moramo biti previdni. Cesta ni igrišče. Dober dan, gospod šofer. Dober dan. Tako, šofer je prišel, kar pomeni, da se potniki lahko vkrcajo. Oči se bo usedel, pa deklica, njegova hči se bo usedla, pa fantek, njegov sin se bo usedel in ne nazadnje še mamica. Vsi so pripravljeni na pustolovščino, na izlet grejo, morda v živalski vrt, kaj pa vemo. Srečno in varno pot! Ste pripravljeni? Roke v boke. 3-krat visoko skoči v zrak. 1, 2, 3. Skoči kot zajček ti. Roki ob telo, stisni močno. Stegni dlani kot pingvin, premikaj se ti. Nizko v počep, spusti se zdaj. Roki naprej in pred se glej. Skok naprej, skok nazaj. Kot mala žabica zaregljaj. Rego, 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 kvak. Po turško se usedi zdaj. Z rokama si kolena potrepljaj. Globoko vdihni in izdihni. Na kaj lepega hitro pomisli. Sonce, voda, čokolada. Če se želite z nami še igrati, potem nikar ne pozabite pritisniti gumba subscribe in zvončka, ki je poleg, tako se lahko družimo še in še na Tini Kids TV. Kvisko, malo tu, malo tam. Hej, hej, otroci, Diana spet tu. Za vas sem pripravila novih 6 vprašanj. Ste pripravljeni? Pa začnimo. Tiger, lev, medved. Katera od 3 živali ima rada med? Le katera od 3 je najbolj sladkosneda? To je medved, seveda. Veste, nič se ne boji čebel. Če si zaželi medu, spleza na drevo, s šapo seže v čebeli panj in si privošči sladek med. Njam, njam, njam. Gremo naprej na drugo vprašanje. Pikapolonica, kačji pastir, čebela. Katera izmed 3 živali ima črne pike? Kaj mislite? Tako je, to je pikapolonica, prihaja iz družine hroščev. Ste vedeli, da niso samo rdeče barve, lahko so tudi rumene ali oranžne. Pravijo, da pikapolonice prinašajo srečo, če se ustavijo na nas. In že je tu tretje vprašanje. Policijski avto, lisice, kapa. S čim bo policist prišel najhitreje na kraj nesreče? Kaj mislite? Policijskim avtomobilom, seveda. Policisti ga uporabljajo, da čim prej pridejo na kraj nesreče. Uporabljajo ga tudi za prevoz osumljencev ali za patruliranje na različnih območjih. Gremo naprej, 4. vprašanje. Traktor, raketa, vesoljsko plovilo. Kaj vozi kmet na kmetiji? Se vam zdi težko vprašanje? Seveda traktor vozi, kako pak. Ste vedeli, da je traktor delavni stroj, s katerim so zamenjali živalsko vlečno moč na kmetiji? To pomeni, da so včasih plug za sabo vlekli voli ali konji. Danes pa vse to počne traktor. In že smo pri naslednjem vprašanju. Jabolko, hruška, pomaranča.
Kateri izmed 3 sadežev je oranžne barve? Kateri je oranžen? Seveda, to je pomaranča. Veste, da je pomaranča eden najbolj zdravih sadežev, ki so nam na voljo po zimi. Ima veliko vitamina C, zato le spite kakšen kozarček pomarančnega soka. Jagoda, ananas, banana. Kateri izmed 3 sadežev je rumene barve? Kateri je enake barve kot sonce? Tako je, to je banana. Banana je enake barve kot sonce, rumena. Ste vedeli, da banane nimajo samo rumenega olupka? Lahko je tudi zelen, rdeč ali celo vijoličen. Kvisko, to je to. Diana tu in vi ste tam. Hitro naj dvigne roko, kdor ima prijatelja. Hop. Vsi imamo prijatelje, kaj ne? Vsaj enega. Vsi potrebujemo ljudi, ki nas imajo radi in ki jih imamo radi. Mamice, očke, bratce, sestrice, babice, dedke, prijatelje in prijateljice. Danes vas poznam z mojima 2 prijateljema. Vas zanima, kako ima je ime? Lukas in Lina. Bil je čisto običajen dan. Lina se je tako kot mnoge pretekle dni tudi danes igrala s svojim muckom. Hej, mucek moj, moja najljubša igračka si. Kako te imam rada. Zelo. Všeč mi je tvoj smrček, všeč mi je tvoj repek, všeč mi je, da me poslušaš, vedno, ko imam kaj povedati. Takole te bom še malo pobožala po kožuščku. Ti lahko tudi kaj zapojam? Mucek moj, rada te imam, s tabo se najraje igram. Lina, kje si? Tukaj si. Lina, kaj pa počneš? S svojim muckom se igram, z mojo najljubšo igračo. Kaj, res? Ne, pa se ne igraš, da ga imam jaz. Mucek je moj. Ne, pa ni, vrni mi mucka. Moj mucek je, prosim, daj mi ga nazaj. Ne pa ne bom. Moje, da jaz se igram z njim, ti se ne igraš z njim. Vrni mi mojega mucka takoj zdaj. Vrni mi ga. Kaj pa se je zgodilo med prijateljema? Sta se sprla? Ste tudi vi kdaj jezni na svojega prijatelja ali prijateljico? Ste? Tudi meni se je že zgodilo, veste? In takrat rečem, stop, ni mi všeč, kar počneš, rada te imam, moj prijatelj si in prizadene me, ko mi tako nagajaš. Lina, kaj pa je, Diana? Kaj pa, če poskusiš z mojimi besedami? No prav. Lukas, stop, ni mi všeč, kar počneš, moj prijatelj si, rada te imam in prizadene me, ko mi tako nagajaš. Saj se samo igram s teboj, Lina, ne bodi žalostna, mene je zabavalo, ko si se jezila, nisem ti mislil mucka zavedno vzeti, izvoli, no, vračam ti ga nazaj, ne bodi tako žalostna. Mucek moj, tako zelo sem te pogrešala, rada te imam, mucek moj. Zakaj Lina joče, čeprav je Lukas vrnil mucka? Kaj je Lukas pozabil? Ali obstaja magična beseda, ki jo izrečemo takrat, ko vemo, da česa nismo storili prav? Obstaja, kaj ne? Pa jo vsi poznate? Ja, vsi razen Lukasa, kaj ne? A mu namignemo, mu pomagamo, da zgladi spor s svojo prijateljico? No pa dajmo mu. Lukas, kaj pa je? Lukas, katero besedo izgovorimo takrat, ko vemo, da česa nismo storili prav? Saj sem mi vrnil mucka, mar to ni dovolj? Lukas, dobro veš, da ni. Razžalostil si svojo prijateljico, prizadel si jo. Mislim, da ji dolguješ to magično besedo. No, pomisli, o kateri besedi govorimo.
No, s čim jo lahko potolažiš? Katero magično besedo lahko uporabiš? Je to beseda prosim? Ne, Lukas, to ni beseda prosim. Prosim bi moral reči Lini že na začetku, ko si ji vzel mucka. Morda, če bi ji rekel, Lina, mi prosim posodiš mucka, morda zdaj ne bi bila sprta. No, razmišljaj naprej. Je to beseda... je to beseda hvala? Ne, Lukas, tudi beseda hvala ni, kaj ne, otroci. Kdaj rečemo hvala? Hvala bi rekel Lini takrat, ko bi ti mucka posodila prostovoljno. In takrat bi lahko rekel, hvala Lina, ker si mi posodila mucka. Zdaj pa iščemo drugo besedo. No, katero besedo, otroci? Pomagajmo Lukasu. No, Lukas? Slišim vas, otroci, slišim! To je beseda oprosti? Tako je, Lukas. No, poskusi z opravičilom, pa da vidimo, če ima ta beseda res magično moč. Mucak moj, tole te bom spravila v svoj žepek in nihče več mi te ne bo vzel. Tako rada te ima. Lina, kaj pa je? Lina, kaj pa je? Lina, oprosti, veš, nisem te hotel razžalostiti. Želel sem se igrati s tabo, res me je zabavalo, ko si se jezila, ampak nisem želel, da si žalostna in da jočeš. Oprosti, mi oprostiš? Seveda te oprostim, Lukas, zdaj si moj najboljši prijatelj. Rada te imam. Hvala, ker si se opravičil, tako veliko mi to pomeni, veš? Kaj pa imaš, Lukas, tukajle? Kaj je tole? Pujska imaš. Tvoj pujsek je moj pujsek. Nisva se tako zmenila. Lina, počakaj. Kako lepo je biti zadovoljen in tako malo je potrebno, da smo srečni. Le odkrito se moramo pogovarjati. Veste, če bi Lukas že na začetku Lino lepo prosil, da mu posodi mucka, bi mu ga ta najbrž posodila z veseljem, saj je njegova prijateljica. Sploh se ne bi sprla. Ampak včasih enostavno ne moremo narediti čisto vsega prav. Kar pa lahko naredimo je, da priznamo napako in se zato tudi opravičimo. Tako kot je to storil Lukas. Teta zima je prišla, snežinke padajo z neba. Otroci se smejijo, snežake gradijo. Smo vse leto čakali, da bi se ob smrečici igrali. Mama, oči, sestra, brat, jaz in moj prijatelj škrat, ki Božičku naroči, kakšna darila kdo dobi. Sem si zaželela, da bi z vami skupaj pela, se z vami igrala in na vas glas smejala, da na obisk bi prišli severni jelenčki in dedek Mraz. Veliko dobre volje za ta praznični čas, vsakomur naj podari, kar iz srca si res želi. Vaša družba, moja želja je, da se v letu 2019 družimo še. Objem, poljubček, srečno! K-M-E-T-I-J-A, kmetija. Dober dan, otroci! Danes vas popeljem na kmetijo. Korak za korakom jo bomo skupaj odkrivali. Vsaka kmetija potrebuje dobrega, delavnega starega kmeta. Ta skrbi, da so dela na kmetiji opravljena. Pri tem mu je v pomoč moder traktor z oranžno prikolico. Traktor je, ko nima dela, parkiran v rdečem skednju. V skednju imata svoj dom tudi konja, ki se zelo rada paseta na travnatih zelenicah. Na kmetiji starega kmeta bivata tudi dve kravi. Ena majhna, ki ji rečemo teliček, in ena velika krava, ki kmetu daje mleko. Na travnati jasi se pasejo tudi 3 ovce. Te kmetu dajo volno. Iz volne pa si lahko splete kapo, šal, rokavice, pulover, nogavice.
Ni je kmetije brez petelina, ki kmetu služi na mesto budilke. Kokoši mu dajo jajca, piščančki pa obilo puhastega veselja. Stari kmet jajca tudi prodaja vaščanom. Stari kmet ima na kmetiji tudi 2 pujsa, katerima je glavna zabava valjanje po blatu. Raci sta si dom pri kmetu našli kar sami. Odlična družba sta ostalim živalim na kmetiji. Maček je izvrsten plezalec, zato ga velikokrat zalotimo, kako počiva nekje visoko na drevesu. In zelo rad se crklja pri kmetu. Kuža pa je varuh kmetije in zvest prijatelj staremu kmetu. Na kmetiji je lepo, ja, pa je res lepo, kaj ne? Kvisko, pomagajmo gasilcu. 5 vprašanj imam za vas. Ste pripravljeni? Gasilski tovornjak, kitara, lonec. Kaj gasilec potrebuje, da bo čim prej na kraju nesreče? Gasilski tovornjak, tako je! Gasilec še vedno potrebuje našo pomoč. Pomagajmo mu izbrati med motorjem, gasilsko cevjo in klavirjem. Gasilska cev je nujen pripomoček za gasilca. Odlično! Gremo dalje. Dobro me poslušajte. Sekira, predpasnik, stetoskop. Predpasnik bo prav prišel kuharju, stetoskop zdravniku. Kaj torej potrebuje gasilec? Sekiro, tako je! Odlično vam gre! 4. predmet izbiramo. Violina, žoga ali lestev. Kaj bo gasilec uporabil, če gori v drugem nadstropju, recimo? Lestev! Če ste izbrali lestev, je vaš odgovor pravilen. Še zadnje vprašanje. Izberimo med sesalcem, likalno desko ter škornji in rokavicami. Bo gasilec sesal, če pride do požara? Bo likal? Odgovor imamo na dlani, se vam ne zdi? Škornje in rokavice bo izbral, tako si bo zaščitil roke in noge. Kvisko, to je to. Diana, bom spet brala. Ste že radovedni, katero knjigo sem tokrat izbrala? Olga nam bo družbo delala, po svetu se bo spretno gibala in nas v lahek sen zazibala. Pravljica o kravi Olgi. Bilo je lepo majsko jutro. Krave so se navdušeno pasle, naenkrat pa je Olga dvignila glavo. Z otožnimi očmi se je ozrla po sveže zelenem travniku okrog sebe, posudem z marjeticami. Onstran ograde so bili spet zeleni travniki in potem še in še, vse do obzorja. Sama trava, povsod sama trava. Olga je stegnila vrat proti nebu in nadolgo zamukala. Mu, nočem več jesti trave. Kaj naj to pomeni? Je zabrenčal neki glas. Trava je zate pač najboljša, kar je. Že mogoče, ampak jaz bi rada jedla še kaj drugega, je kujavo rekla Olga. Krava je stresla z glavo, da bi pregnala muho, toda ta se ni dala. Vidim, da me nočeš poslušati, je rekla. No prav, potem bom pa ostala s tabo in poskrbela, da ne boš delala neumnosti. Daj no, muha, pusti to kravo pri miru, je rekel pes. Kaj pa je to hudega, če hoče poskusiti mojo kost? Pa to je vendar smešno, je zabrenčala muha zelo nejevoljno. Kost je za kravo pretrda. In v resnici je Olga zelo hitro odnehala. Sej sem rekla, je zmagoslavno rekla muha. Krave nimajo zob, zato ne morejo jesti drugega kot travo. No, kočnike že imam, jo je popravila Olga in se odmaknila. In 4 želodce imam. Ti česa takega ne moreš reči. Odpravila se je k studencu. O, muha, je zaklicala žaba, ko je zagledala žuželko na Olginem ušesu in je pogoltno stegnila jezik.
Ti ješ muhe? Se je začudila Olga. To je pa zanimivo. Meni gre prav zdaj ena zelo na živce. To ti pa prepovedujem, je siknil besen glasek. Če boš kaj poskusila, te pičim. Škoda, je rekla Olga in odšla. Olga je obstala pred ogrado. Kmalu bo pripeljal mimo vlak ob 15:30. Kam neki lahko pelje vlak v tem svetu, preraslem s travo, je zamrmrala. Muha je bruhnila v smeh. Svet ni noben travnik, poln je vročih puščav, neskončno modrih morij, s snegom pokritih gora. Hej, kaj te je pa prijelo? Si nora ali kaj? Olga pravzaprav ni bila tako nora. Naredila je samo nekaj, kar bi si lepega dne zaželela narediti prav vsaka krava. Ko je bila na vlaku, je pomahala s kopitom in prijateljice so gledale za njo in čisto rahlo jih je ščipala nevoščljivost. Tako se je Olga odpravila na potovanje. Vozila se je z vlakom, pešačila, celo z volovsko vprego se je peljala. Muha ni lagala, svet je bil res ogromen, vendar ni povedala vsega. Olga je kmalu odkrila, da je tudi naseljen z najrazličnejšimi živalmi, zelo drugačnimi od krav. To je medved, je zašepetala Muha. Poglej ga, ribe lovi. Medved je lopnil staco po vodi in potegnil ven srebrnkasto ribo. Olga je stisnila nosnice, vonj je bil strašansko močen. Nočeš poskusiti? Je posmehljivo rekla Muha. Raje bi poskusila tole, je rekla Olga in se stegnila proti spodnjim vejam smreke. Ampak na vejicah so bile ostre iglice. Mu, se je pritožila Olga, greva od tod. Muha je že lahko govorila, ampak svet je bil zelo zelen in veliko živali se je prehranjevalo s travo, listjem in mladimi vejicami. Panda recimo je jedel bambus, ampak to je v bistvu enako, zeleno, pusto, nedoločno sladko. Kakšno pomanjkanje domišljije, je ponavljala Olga. Muha ji je v uho brenčala svoj zoprni refren. Ja, sem ti lepo rekla, da ostani doma, ampak ti me sploh ne poslušaš. Olga se je delala, kot da je ne sliši. Olga je odplula čez ocean. Muha, ki je imela morsko bolezen, je ves čas stokala. Vsega tega si ti kriva, je govorila. Če bi me poslušala, ne bi bili zdaj tukaj. Njeno brenčanje je bilo kot tiha glasba in Olgi se je začelo dremati. Nenadoma pa je skozi valove zarezala ošiljena plavut in potem še ena. V teh vodah je bilo veliko morskih psov. Nekega dne pa je končno doživela spodbudno srečanje. Lama je, morda zaradi svojega dolgega vratu, na vse gledala z gnusom. Tudi ona je jedla travo, vendar z odporom. To se je dobro videlo. Dolgo je prežvekovala, kot da se ne more odločiti, da bi jo pogoltnila. Včasih je napihnila lica, našobila ustnice in brizgnila predse dolg curek sline. Lejo, neotesanko, se je ujezila Muha in skočila korak nazaj. Meni se zdi imenitna, je rekla Olga. Ko je Olga pristala v Afriki, je povzročila pravo senzacijo. Tamkajšnje krave niso potovale z baloni, predvsem pa niso bile tako obilne. Kako se prehranjujete? So spraševali noji. No, do zdaj sem jedla predvsem travo, ampak to mi ni več všeč. Na kratko povedano, zagabila se mi je. Škoda, pa tako dobro vam je uspevalo, so zakokodakali noji in se suvali s komolci. Olga, vsa presenečena, jih je natančneje pogledala. Kakšni čudni ptiči. Olga ni vedela, kaj jejo, ampak karkoli je že bilo, gotovo ni bilo dobro za njihovo zdravje. Ni se več ukvarjala z njimi. Od dneva, ko je zapustila domači travnik, je Olga videla marsikaj, ampak bolj kot vse drugo jo je prevzela puščava. Niti ene travice, niti enega drevesa, fantastično! Srečo imate, da živite tukaj, je rekla kamelam. Se vam zdi? Je odgovorila ena izmed njih. Tu ni kaj jesti, ni kaj piti, vse moramo nositi s seboj v grbah. Olga si je popivnala čelo. V puščavi je bilo zelo vroče, niti Muha ni imela več moči za brenčanje. Ampak to ni trajalo dolgo. Njena napadalnost se je kmalu vrnila in spet je začela robantiti, se posmehovati in pritoževati, kakor že celo potovanje. Utrujaš me, je rekla Olga. Kaj, ko bi malo pihala, namesto da govoriš? Sama je na vso moč pihala v jadro.
Barka je zavila v desno in se usmerila v majhno reko. Tu je pa lepo, je pripomnila Olga. Poglej, spominja me na domače kraje. Domače kraje? Uboga moja Olga. Prepluli sva oceane, preplezali gore, prepotovali puščave in sklenili krog, je rekla Olga. Poslušaj, kaj ni to, kar slišiva iz daljave, najin dobri stari vlak. Na travniku so njun prihod opazovali krave, pas in žaba. Nikoli si ne bi mislila, da bom lepega dne tako vesela, da te vidim, je rekla muha žabi. In je stari sovražnici podarila klobuček iz rdeče svile, ki ga je prinesla s seboj za spomin. Pa sta šli res prav v puščavo, je vprašala žaba. Ja, res, je rekla muha. Na srečo sem našla pot, da sva se lahko vrnili domov, je dodala s tišjim glasom. Pa to sploh ni bilo potrebno. Olga je ni poslušala, ker je že stala pri ogradi in čakala na vlak ob 15:30. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really wanna show it, if you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and you really wanna show it, if you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, and you really wanna show it, if you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, do all three. Hooray! If you're happy and you know it, do all three. Hooray! Danes bom jaz migala s prstki, vi pa boste kravžljali možgančke. Poskusite ugotoviti, kaj sestavljam, še preden sestavim. 3, 2, 1, gremo. Le kaj bom sestavila iz teh 4 delov? Se vam že sanja? Krava je! Če ste rekli krava, potem ste prav rekli. Naslednja žival, ki sem jo sestavila, je kokoš. Ste rekli kokoš? Odlično! 4 deli so zopet. Aha, 3, 4 in že imamo mucka. Le, katera živalica je to? Čebela! Nova žival je pred nami. Tale ima pa malo več koščkov. Pa poglejmo. 3. košček, 4. košček, 5. košček. Ježka smo skupaj sestavili. Še ena gozdna žival je pred nami. Drugi del, poglejmo, 3., 4., 5. del. Kaj je to, otroci? Veverica je! Odlično vam gre. Krava, kokoš, muc, čebela, ježek in veverica. Kakšne krasne živali smo skupaj sestavili. Se strinjate? Od živali k prevoznim sredstvom. Prvi, ki sem ga sestavila, je kamion prekucnik. Prekucnik pa zato, ker ima prikolico, ki se prekucne. In že je tu, se vam že sanja? Uiu, uiu, uiu. Tako se oglaša. Katero vozilo? Gasilski tovornjak, prav ste imeli. Le katero vozilo bom sestavila? Kaj mislite? Avtobus je, odlično. Nekoga sem slišala, da je rekel avtobus. Prav si rekel. In že je pred nami še eno
delovno vozilo. Kopač. Kamion, gasilski tovornjak, avtobus, kopač, 4 vozila. Ste uganili vsa? Sestavljanke so super za naše motorične sposobnosti in seveda, da zaposlimo možgane. Če ste uživali v naši družbi, potem nikar ne pozabite pritisniti gumba subscribe in zvončka, ki je poleg. Objem, poljubček in pa do prihodnjič.